Spoštovane, spoštovani, v prvi ligi Telemach so ta vikend na sporedu tekme 17. kroga, kolikor pač so na sporedu. Mi smo sliko na štadionu Žak v Spodnji Šiški, kjer kot kaže dvoboj med Bravom in Muro bo. Prebrodili tisto krizo in zdaj nizajo zmage, ter so vse bližje. Ali bo tule Poplatnik prišel do žoge? Je. Še vedno Matej Poplatnik. Stankovič v kazenski prostor. Pečar in 1-0 za Bravo. Martin Pečar. Četrti gol 21-letnega Pečarja v letošnji sezoni in Bravo je torej povedel z 1-0. Smet je Jakšič dobil skok, pa zdaj Tripi z novim predložkom, odbija Španrink, vendar samo do Jurišiča, pritisk Mure, ali je tule prišlo do igre z roko? Kerin je posredoval po predložku Jurišiča, zdaj pa se zdi, da je Bubek dobil sporočilo, naj si gre prejšnjo situacijo ogledati. 11 metrovka bo tole za Muro, prepričan sem in tako tudi je. Sobočani torej zdaj dobivajo priložnost za izenačenje. 26. minuta, zlata priložnost Mure za izenačenje. Šabanadžaj ali Orbanič in brani Orbanič. Brani Orbanič, Šabanadžaj je torej zapravil 11 metrovko. Kavčič. Priložnost za Gurlico, krasna obramba Mihelaka. Morisa, Poplatnik se ne da in priborjuje žogo, to je zdaj Stankovič, Stankovič, Kavčič, Kavčič, še vedno Kavčič, Poplatnik iz ozadja prišel je do strela, toda do Kotrela. Da gre nov predložek, strel Maroše in še ena obramba Orbaniča. Iz avta bo metal Matija Kavčič. Pečar. Pečar s predložkom, priložnosti 2-0. Luka Kerin. 2-0, strelec je Luka Kerin. Pri prvem zadetku Kerin v vlogi asistenta, Pečar strelec, zdaj pa sta zamenjala vlogi. Takole Pečar ob Brkiču do predložka, sijajno se je znašel Kerin ob Koubiju Morisu. Štravs v polju vrašal tam Morisu, napaka prolete, Poplatnik gre, Poplatnik spremlja ga sicer Moris, Poplatnik preigrava, strelja in mimo gola, Matej Poplatnik, kot bo tole. Aleš Arnolj, iskrene čestitke za zmago proti Muri. Bravo je danes se nekako prilagodil na vse razmere, tako na nasprotnika, na igralno površino, na teren oziroma na vremenske pogoje. Kakšna je bila vaša oziroma kakšna je vaša ocena glede na današnje tekme? Ja, najprej bi rekel, da res čestitam igralcem za izredno zrelo tekmo, tako kot smo rekli, da v decembru preidemo v nek drug način nogometa in v to se je bilo treba pripraviti v kratkem času. Videli smo tekme, ki so se dogajale v zadnjem obdobju tukaj v našem okolju, da je praktično treba biti pripravljen na slabšo podlago. Res čestitke tudi ŠPL-ju, ki je danes zjutraj bilo igrišče popolnoma zasneženo. Nismo bili niti prepričani, ali tekma bo, tako da res vsem delavcem in vsem, ki so za to zaslužni, zares velika hvala, da so igrišče do te mere pripravili. Tako, kot smo rekli, prilagoditi se je bilo potrebno, mi smo se zelo dobro, predvsem v drugem polčasu smo še nekaj korekcij naredili, kjer smo nasprotnikov preprečili, da bi prihajal v čisto obetavne priložnosti, sicer zblokirali ogromno strelov, ampak
19 naših strelov proti okviru nasprotnika, 9 kotov priča o tem, da smo tudi v napadu v bistvu naredili več kot dovolj. Predvsem sem pa vesel, pa res čestitam igralcem, ker to so zrelostni izpiti, ko je potrebno pozabiti vse tisto, kar te je krasilo na nek način, pa se lotiti drugih osnov, ki prinašajo rezultat, ampak v profesionalnem nogometu je to ena izmed osnov, zato res čestitke vsem. Pred tekom smo pričakovali več tistih dolgih žog, visokih žog, ampak tako ena kot druga ekipa se je temu znala prilagoditi in videli smo več igre po tleh, kot smo jo morda pričakovali na začetku tekme. Tako, jaz mislim, da je obem ekipam bil plan, da bomo se prilagodili v bistvu zelenici. Je pa res, da je dovoljevala več, kot smo pričakovali in smo potem posledično tudi to koristili. Kljub vsemu pa žoga je počasnejša, igrišče se uniči, težje je kontrolirati skozi posest nasprotnika, tako da je to sigurno botrovalo k temu, da smo videli več duelov, več skokov, tudi na koncu več dolgih žog, ampak se strinjam z vami, da ne toliko, kot smo pričakovali. Vladimir Vermezdović danes z Ljubljane brez točk, Bravo je zmagal z 2-0. Videl sem vas med tekmo, bili ste precej jezni. Kaj je bilo krivo? So bile tiste napake, ki se mi zdi, da jih je bilo kar precej v ekipi Mure. Kaj je bilo tisto, da ste bili tako zelo jezni oziroma ste kar nergali nad igralci? Pre svega da čestitam ekipi Bravo na pobedi danas. Iskoristili su sve naše greške koje smo napravili. Ja se u principu ne nerviram i ne brinu me neke taktičke stvari kad se pogreši, međutim neke tehničke stvari stvarno mislim da smo danas i suviše toga grešili, tako da jednostavno možda i taj penal prelomi utakmicu, da smo dali gol iz penala, možda bi sve drugačije bilo, ali na kraju krajeva to je to, završila se utakmica, imamo za 4 dana novu utakmicu, tako da već od sutra se okrećemo tom novom izazovu. Verjetno je to nekako, če iščemo pozitivne stvari v tem porazu, tekma ena in druga sta zelo kmalu ena za drugo, v naslednjem tednu boste namreč odigrali 2 tekmi. Pa dobro, zato je fudbal najljepša sportna stvar na svetu i svakih 3 ili 7 dana imate priliku za novo dokazivanje. Na momcima je da pokažu da je ovo danas bila samo jedan slab dan, ali i već očekujem da u četvrtak to bude mnogo bolje. Nadam se da će se i neki standardni igrači vratiti, tako da vidjet ću. Luka Krlin, iskrene čestitke za gol in podajo, pa morda na začetku samo kratek kviz. Za Bravo ste dosegli 2 zadetka. Tega danes proti Muri, kaj pa prvega? Prvi je bil pa proti Muri tudi, evo. Torej vam Mura leži. Povejte mi, kako ste videli tole tekmo, težek teren, ampak kljub temu Bravo, trener vas je pohvalil za celotnih 90 minut, kako pa ste vi videli srečanje? Ja, res smo se pripravljali že cel teden, da bo najverjetneje težki teren, ampak na koncu so izkazali, da bi se teren dobro zdržal, mogoče malo na straneh je popustilo, bilo malo vode, ampak kot sem rekel, teren je bil super. Mi smo se prilagodili na to, oddelali tako, kot smo trenirali cel teden in mislim, da smo naš taktični plan odlično izpeljali. Vsak nogometaš ima rad, ko zadane oziroma je vesel tega, ampak vi pa glede na vaše zdravstveno stanje v zadnji sezoni je verjetno še ta gol, še dodaten zagon oziroma nekaj zelo pomembnega za vašo nadaljnjo pot. Ja, sigurno, to leto pa pol nekih muk se je danes izplačalo. Res sem garal, dal veliko stvari zelo čez v tem obdobju in mislim, da se je zdaj vrnila cela ekipa vesela, zame jaz sem vesel in upam, da bo tako šlo naprej. Matic Maruško, tokrat z Ljubljane odhajate brez točke, Bravo je zmagal z 2-0. Kje je bil tisti glavni razlog, da danes vam ni šla žoga v gol nasprotnikov pač? Prvo kot prvo, imeli smo dovolj priložnosti za zadetek, nismo jih izkoristili, po nekih napakah prejeli oba zadetka in ko ne zabiješ, žal ne moreš zmagati. Se vam zdi, da je precej energija z vaše strani upadla v tistem drugem golu sredi drugega polčasa strani nasprotnika? Želja je bila prisotna, vedeli smo, da bi en gol spremenil potek srečanja, žal se nam ni šlo in upam, da bomo že v naslednji tekmi boljši.